Nahajamo se v idilični Poljanski dolini ob Kolpi, pod Predgradom in Starim trgom ob Kolpi. Za menoj je vas Dol, nad vasjo je hrib Kozice, naprej po Kolpi je vas Laze, nedaleč od Dola, po Kolpi navzdol je pa kraj Sodevci, kjer je most čez reko Kolpo. Med drugo vojno, pred drugo vojno in po drugi vojni tam mosta ni bilo, vozil je brod čez Kolpo. V tej dolini, na tem območju, se je oktobra 1943 zgodila nemška ofenziva, ko so iz neodvisne države Hrvaške vdrli Nemci na to območje in takrat so se zgodile na tem območju velike tragedije, o katerih sta nam danes pripovedala Boris Anton Weiss iz Predgrada in takrat 10 let stara Nevenka Kobe, kasneje poročena Rauch iz Laz ob Kolpi, oziroma uradno se reče Laze pri Predgradu, kot sem rekel, ki se nahajajo malo više gor ob Kolpi od te vasi Dol. Tukaj smo v Sodevcih na Kolpi, ki je inače bil prehod Slovenije v Hrvaško, prej nekada pred mostom je bila skela, vse do nazaj 30-40 let. No in tukaj je za časa druge svetovne vojne, po kapitulaciji Italije, je nemška vojska morala da zaposede, da vzame ta prostor pod kontrolo in ta ofenziva, ki je menda izvedena po nalogu samega Hitlera. Ideja je bila, da se iz teritorije Hrvaške vojska zagrabi, da napreduje in da zaokroži Kočevski rog, gdje so smatrali, da je glavnina odpora tam. Tako da so 23. oktobra je že tle se čulo i pokanje in ravno iz teh hribov tlele iznad, to so Blaževci spreko, iznad Blaževaca in tudi tam naprej, tudi iznad Štefancev so že Nemci prodirali in so de facto 24. oktobra 43. leta prešli preko Kolpe in so en čas se zadržavali, samo dok so se malo pregrupirali in že 24. oktobra so napravili svojo akcijo čiščenja, gdje so baš v Poljanski dolini ubili 9 ljudi skupaj z belogradisti. In tle so samo en dan, dve noči so že šli naprej in naloga jim je bila, da zasedejo položaj na cesti Brezovica-Črnomelj proti Kočevju. Nemci so imeli tu svoje specialne sile, rekli, to je bil policijski polk in so izvršili v Dolu in v Lazah umore 9 ljudi. Najprije so bili menda v Dolu, tam so zagrabili 3 človeka, 3 soseda, ki niso bili sploh aktivni, mislim, da bi bili kot borci. In so jih odpeljali enega, ki je bil bolan, so takoj iz hiše peljali in takoj na začetku izhoda iz vasi so ga bili s pištolo v glavo. Domači so imeli in še imajo klobuk, preko katerega se vidi, da je streljen. Druga patrola je pa šla v Laze in tam so pobrali 6 ljudi. Med njimi so bili 3 brata in še 3 soseda, v stvari 5 iz Laz in enega iz Hreljina. V Lazah so enega od teh
tri brata od starejšega, imel dvoje otrok, so ga mrcvarili in pravzaprav so ga ubili z bajoneti. Domači imajo še dan danes izsečen klobuk, menda po pripovedovanju so temu človeku na glavi preko klobuka rezali z bajonetom zvezdo. Drugo dvojico še iz Las in enega iz Hreljana so pa odpeljali na Hrelin in jih tam ubili. Enega od tega, to je bil pa Kapš, njegov sin je dan danes primarij. Imel je takrat 5 let in je gledal, kako so očeta mrcvarili. Toliko, da je vprašal, ja oče, kaj se jim napravijo, da ti to delajo. No, to je bilo finale tega dela. No, takrat toliko, kaj bi še. Kako se je imenovala ta nemška ofenziva? To je bila prelom oblaka. To je premilo, znači to je trebala da bude ena drastična, rekli, brza akcija, odločna, da prebijajo. Jasno, da niso v temu uspeli. Jer oni so objeli Kočevski Rok, ali je glavnina se rešila.